Živijo, ta video bo danes bolj moški zasedbi, zato ker je testosteron moški hormon. Pravzaprav je današnji gost nekoč bil dekle in on je lep dokaz, da tudi če bi vi, dekleta, imeli toliko testosterona, kot ga imamo mi moški, bi tudi vi bili moški. No, malo heca, ampak danes pa res nekaj več o testosteronu, o hormonu, ki si ga moški želijo čim več, in pa nekaj nasvetih, kako si lahko ta hormon moški povišate naravno. Če ste delali teh 7 stvari, vam bo takoj izrastel testosteron. Jaz sem včeraj začel, pa mi je že zrasla brada. Živijo, in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Tudi to nedeljo vas bomo probali nekaj novega naučiti. Med drugim danes, kako povečati testosteron naravno. No, če spremljate najin kanal redno, potem veste, da se mi v laboratoriju s hormoni res veliko ukvarjamo. Naloge testosterona sva vam že predstavljala v enem izmed prejšnjih videov, primarno pa to gre za steroidni hormon, ki se tvori v testisih, no, pri ženskah pa v jajčnikih. Njegova vloga pa je predvsem razvoj sekundarnih spolnih znakov. In testosterona imamo nekako največ ob koncu pubertete, ko je raven vseh steroidnih hormonov nekako najvišja. In tudi konc pubertete je v bistvu najboljši čas, da začnete s fitnessom za vse tiste, ki vas to zanima. Se bojo takrat mišice najbolj odzvale in bodo tudi najbolj zrastle. Testosteron ima načeloma pri moškem pozitivne učinke. Moški, ki ima v poznejših letih, recimo tam okrog 50 let, višje ravni testosterona, bo tudi bolj zgledal. Je bolj vitalen, ima višji libido, živi bolj kakovostno življenje, tudi njegovo srce je bolj zaščiteno, skratka same pozitivne stvari. No in tako pridemo do zakaj bi vsak moški želel obdržati testosteron iz mladosti. Ampak staranje je naraven proces in padcu testosterona se ne moramo popolnoma izogniti. Lahko pa upoštevate naslednjih 7 nasvetov za ohranjanje oziroma dvig testosterona. No, jaz vem kar veliko o testosteronu in pa tudi o tem, kakšne učinke ima na telo. No, največ sem pa o tem izvedla, ko mi je začel naraščati. Tole je moj prijatelj Lovrenc in če sem jaz dober v teoriji, je on še boljši v praksi. Zato bom danes skupaj povedala, kako naravno zvišati testosteron. Ok, prvi nasvet. Jejte več maščob. Maščobe niso škodljive. Poznamo sicer nasičene, se pravi živalskega izvora, in pa nenasičene, rastlinskega izvora. In bolj zdrave so načeloma nenasičene, čeprav tudi ribje olje pa maslo nista problematične. In dobre maščobe namreč vsebujejo holesterol, iz katerega se potem tvori testosteron. In primer dobrih rastlinskih maščob za testosteron so arašidovna mast, olivno olje, avokado. In tudi pri nekaterih nasičenih maščobah smo lahko zmerni. Naprimer kokosovo olje, rumenjaki, sir, prava čokolada. Kaj pa ti ješ, Lovrenc, kako izgleda tvoji obroki? Moji obroki, ja, na dnevni ravni zahajamo v McDonald's, tudi bureki, pice, to skozi, no, to je malo šale. Poskušam vsak dan zaužiti čim več omega-3 maščobnih kislin, tudi jih vnašam kot prehransko dopolnilo. Poleg tega pa tudi skrbim za zadosten vnos nasičenih maščob, saj te pripomorejo, kot je že Aleš omenil, k tvorjenju večje količine testosterona. Pri tem pa vseeno pazim, da probam le-te zaužiti v pravi meri in iz pravih virov, kot je to naprimer neprocesirano meso v pravi pristni obliki. Ok, še bomo ostali pri holesterolih in pridemo do HDL-a. HDL je kratica, ki pomeni lipoprotein visoke gostote, kar je pač fancy izraz za dober holesterol. Dober je zato, ker ga ne moramo imeti preveč, višji pa je, manj bomo imeli LDL-a. In to je izraz za slab holesterol, ki je lahko problematičen, se rad nabira na stenah žil, kar pa lahko vodi do zamašitve. Ampak noben si ne želi zamašenih žil. No in obstaja tudi super korelacija med dobrim holesterolom in pa testosteronom. Ker je to predvsem obširna tema, najbrž za nov video, sem na hitro. Dobro, zdaj ti povem. Ok, se pravi, kako lahko dvignemo pozitivni, dober holesterol, se pravi HDL holesterol. Jemo lahko ribe, se pravi mastne ribe, izogibajte se negativnim razvadam, kot so naprimer pitje alkohola, izogibajte se kajenju, potem tudi stresu se izogibajte v veliki meri, kolikor se le da, čeprav je to v modernem načinu življenja zelo težko. Potem pa tudi zelo pomaga grenivkin sok, brusnice, kalcij. Mnoge študije tudi dokazujejo, da zelenjava in sadje z rdečo oziroma vijolično lupino vsebujejo določeno snov, ki bo pomagala pri dvigovanju HDL-ja. Poleg tega pa seveda tudi zmeraj lahko uživate
najbolj univerzalno prehransko dopolnilo, omega-3 maščobne kisline, ki preprosto ne morejo škoditi v nobenem primeru. Če si boste pa dvignili HDL, vam pa naraste tudi testosteron. Ok, tako prideva do tretjega nasveta. Hranite dete cink. Cink je kovina, ki pomaga pri produkciji testosterona. Znano je namreč, da pomanjkanje cinka vodi v nižji testosteron in pomanjkanje pa vpliva tudi na slabše delovanje imunskega sistema. Hrani pa dodajte tudi vitamin D ali pa preprosto pojedite večkrat na sonce. Vitamin D se tvori v koži, ko smo izpostavljeni sončnim žarkom. Več študij pa je pokazalo, da ljudje, ki imajo vitamin D, imajo tudi normalen do višji testosteron kot tisti s pomanjkanjem. In mi v laboratoriju ugotavljamo, da ima veliko pacientov kronično pomanjkanje vitamina D, še bolj očitno pa je to v zimskem času, ko smo manj izpostavljeni sončni svetlobi. In v tem primeru lahko razmislite o prehranskih dodatkih. Ok, četrti nasvet. Delite vadbe za moč. Sam hodim v fitness že nekaj časa, ampak se najbrž ne vidi toliko. Še dlje pa skoraj profi, pa se s fitnessom ukvarja Lorenz. S fitnessom sem že začel davnega leta, se ne spomnim kdaj, pač enkrat približno na koncu osnovne šole. Fitness vam bo pomagal tudi pri višjem testosteronu. V nadaljevanju pa vam bom povedala, kako. Ok, in če bi želite povečati testosteron, ne bi v fitnessu izvajali vadbo za moč. Kjera pa je to vadba po tvojem mnenju? Kakšne vajne delajo? Po različnih raziskavah in tudi rekel po svojih opažanjih, bi vam predlagal, da izvajate vaje, kjer sodeluje čim več mišic v telesu, se pravi ne izolacijskih vaj, ampak vaje kot so na primer počep, mrtvi dvig oziroma deadlift, overhead press, za tiste, ki ne veste, to je ono, ki za rame delaš. In ostale vaje, kjer sodeluje čim več mišičnih skupin, se pravi, kjer aktivirate praktično celo telo. Skrajšate dolžino svojega treninga v fitnessu nekje na maksimalno 1 uro, mogoče malo dlje, malo manj, odvisno od tega, kaj primerjate in kakšna je intenziteta samega treninga. Zdaj, če v tem času ne morete narediti nekega kvalitetnega treninga, ki vam bi dal nek občutek utrujenosti v mišici oziroma nek muscle fiber, po domače povedano, potem bi se jaz vprašal, kaj ste delali ves ta čas, mogoče premalo, z premajhno težo, nepravilno, niste bili prestari, pa ste mogoče malo preveč bili na telefončku, Instagram laufa. Tako da probajte optimizirati svoj trening, pa uporabljajte pravilo kvaliteta pred kvantiteto. Po 1 uri namreč testosteron začne padati, se naraste kortizol. Kortizol je hormon stresa in dalj časa stresna obremenitev, kar je v bistvu trening, potem nismo več v tistem idealnem območju gradnje mišic in pa pač visokega testosterona, kar se v bistvu vsi želimo. In to vse skupaj se da tudi testirati. Mi to delamo iz sline in sicer pač pljuneš v ampulo pred in po treningu in to pa mi primerjamo vrednosti kortizola in pa testosterona. In načeloma ne bi testosteron ostal enak oziroma mogoče lahko celo naraste, medtem ko ne bi kortizol ostal isto enak oziroma more pasti. Če kortizol naraste, pa testosteron pade, potem ste pretrenirani. In prideva do 6. nasveta. Ne spite se. Kot sva prej razlagala, je počitek pomemben. Mišice rastejo po noči, ko se popravljajo, zato ker smo jih poškodovali. Temu po domače rečemo muscle fiber. In ob dobrem muscle fibru bodo zrasle nove, močnejše in daljše mišice. Vse to pa stimulira testosteron. A se tebi kaj pozna na treningu, če ne prigovor? Mislim, da skoraj ne bi rabilo odgovore na to vprašanje. Neverjetna razlika je, če boste kvalitetno spali, če boste res spali po noči, če bo ta spanec res globok spanec ali pa bo to samo nek počitek. Tako da res vam predlagam, da dobite vsaj nekih 8 ur poštenega spanca, ki vam bo res pomagal pri dvigu samega testosterona in bolj optimalnih in bolj močnih treningih. Stres, slabe razvade, alkohol, kajenje, vse to slabo vpliva na testosteron in ga znižuje. Dajte se probati do neke mere tem slabim razvadam tudi izogibati. Več o tem si pogledajte na tem videu, v katerem pojasnjujem, kako vpliva pitje alkohola na sam trening oziroma na izgradnjo mišic. Je vse skupaj mogoče malo bolj tako še tudi znanstvene plati pojasnjeno, pa tudi tako dosti laično, da je vsem razumljivo. Tako da, če vas zanima, si lahko to pogledate na mojem kanalu.
Poskusite pa se izogibati tudi hormonskim motilcem. Kaj so to? To so stvari, ki lahko posnemajo vaše hormone. Na testosteron še posebej slabo vpliva estrogen, saj se testosteron in estrogen borita za iste prenašalne molekule. Viški estrogena pa potem vodijo v razvoj sekundarnih ženskih spolnih znakov pri moškem. Kaj to pomeni po domač? Jožke vam začnejo rasti. In upam, da so vas s tem videom kaj novega naučila in boste začeli uporabljati nasvete in si tudi zvišali testosteron. V naslednjem videu bomo pokazala točno, katere vaje so dobre za zvišanje testosterona. Če pa do zdaj še niste, pa nam stisnite like, pa pojdite pogledati še od Lovrenca kanal, sploh če vas zelo zanima fitness. Mi dva zdaj greva nazaj na trening, se vidimo naslednjič, vi si pa še naprej zvišujte testosteron. Čau!